Še posebej pozdravljam naša gosta, dr. Alenka Zupančič. Moram reči, da je bila dolgo prisotna želja za ta potrek in sem vesela, da se je letos realizirala na pobudo profesorice Ksenije Čerče, ki je tudi prosila za predstavitev. Gostje, res poslušam. Najprej, hvala za vzljubna sorodnilovka v našem pripravljanju. Seveda ni posebej potrebno predstavljati, ampak je tukaj tudi nekaj študentov iz srednjih letnikov, bom vseeno podala eno kratko predstavitev. Alenka Zupančič je v leta 1989 diplomirala na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je leta 1996 doktorirala tudi slovenščino. To je leto kasneje dopolnila še na Univerziteti v Ljubljani. Njeno delo se je vzpostavlja na presečanju filozofije in psihoanalize. Aktualno študuje kot raziskovalka na Filozofskem inštitutu v SAZU, kot profesorica na European Graduate School v Švici, na podiplomski šoli znanstveno-raziskovalnega centra SAZU. Poznamo je kot avtorico številnih mednarodnih publikacij in knjig, kot so Nietzsche, Filozofija svojega, Etika realnega, Antilapak, Seksualno in ontologija, Poetika, druga knjiga. V zadnjem času pa ste išli njeni knjigi Konec, Pustila bi trpneti, Antigonina, Paralaksa. Današnja tema predavanja je za nas izjemnega pomena, saj se postavko kulture, protikulture in umetnosti do presečiščih fenomenov izpostavljajo v stoletju. Sledimo tako vplivom instrumentalizacije umetnosti, tako iz strani kulture, kot tudi obratno. Tako se formirajo pokrajni trend, ki s prosevanjem antagonizmov ozirajo in oblikujejo zdrs v opoziciji. Alenka Zupančič nam bo torej spregovorila o trendih ponovanj in o tem, zakaj umetnost ni izvedljiva, njena kulturo in njena protikulturo. Lepo hvala za to predstavitev, za ta sprejem, za to, da ste prišli tako množično. Jaz sem vesela, da se slišimo, da ne maram predstaviti pa govoriti, tako da bom probala včasno že malo. Eye contact postavlja tudi bolj v odročnimi deli predavalnice. Skratka, ja, res je, da to ni prvo povabilo, ampak zdaj se je pač prvič dejansko tako išlo časovno, da sem lahko se nanj brez večjih težav odzvala. Tako da vidim tudi, da glede na to, da je na uro tega predavanja, je ponovati ura kosila, da vas šola že navaja na stradanje, včasih se treba z drugimi stvarmi ukvarjati, včasih, recimo, kosila. Jaz to, kar bom danes tukaj predstavila, je pač nekaj, ne bom tako rekla, jaz nisem zdaj prišla in nisem predstavila se tega, da zdaj nekaj razsvetljevala in bom nekaj notranjih misli prosila. V osnovi bom pač predstavila, upam, da kakor to komunikativno nekaj svoje teme, obsesije, s katerimi se ukvarjam. Seveda pa iskreno upam, da bo to udarno nekaj struno, ker bolj se smenila na to, kaj so recimo vaše bolj specifične obsesije, problemi, potem dobro razumemo besed. Tako da, skratka, ja, predavanje dejansko in začuda bo sledilo temi, ki je bila najavljena, skratka, kultura, protikultura, umetnost. In mogoče nek tak zelo uvod, neka taka naprejšnja opaska. Kot veste, je ponavadi to besedo kultura uporabljamo, ne vem, v recimo vsaj 3 pomenih besede, tako recimo zelo širokem, malo ožjem pa najožjem. In zdaj, ta najširši pomen besede kultura je v bistvu tisti, kjer nastopa kot neke vrste antipod tako imenovanemu naravnemu stanju. To ima tudi v filozofiji dolgo tradicijo, kjer bolj postoji iz kulture, proba za nazaj rekonstruirati, kaj pa bi bilo naravno stanje. Skratka, kultura je tudi sinonim za družbeno, če enostavno tako rečem, in za vse, kar se pač v družbi dogaja, organizacijo, zakone, pravila, prepovedi, zapovedi in tako naprej. Tisti bolj srednji pomen besede kultura
je tisti, ki ga uporabljamo recimo kot neko lestvico bolj ali manj kulturnih, kultiviranih ljudi, kjer govorimo o izobrazbi, o estetskem okusu, razgledanosti in tako naprej. Ali pa kot o posebnih značilnosti pač ene kulture za razliko od drugih. Ožji pomen pa je tisti, kjer kultura dejansko nastopa kot sinonim za umetnost, ali pa za umetniško produkcijo. In ta zadnji pomen je seveda, sem med drugim zlasti oblikoval v času, ko se je pač pojavila neka državna kulturna politika, ki je kulturo prepoznala kot eden pomembnih temeljev države, umetnost pa pač kot pomembni del kulture nacionalne, ki pač potrebuje, zasluži neko podporo, negovanje, kakorkoli. In zanimivo je, da dejansko v marsikaterih velikih državah ne obstaja ministrstvo za kulturo. ZDA, Kanada nimajo ministrstva za kulturo, tukaj je neka specifika še. To ni moja tema danes, to je samo pač kot nek okvir podajam. V bistvu bi se pa preselila tam, ker gre za nek drug, mogoče bolj kot filozofsko in politično zanimiv enačaj umetnosti in kulture, ki je povezan še z nečem globalnejšim, kar pa ni vezano na to ali ono državo in kar je že mnoga leta nazaj v knjigi o Svetem Pavlu Lamberju, mislim, da ni neznano ime tukaj, povezal pač s kontekstom, v katerem je univerzalnost, edina univerzalnost danes to, k čemu pravi lažna univerzalnost monetarne abstrakcije. Skratka, abstrakcija, monetarna abstrakcija ponuja edini konkretni, če tako rečem, modus univerzalnosti in pač on iz tega izpelje, da v takšnem svetu ni prostora za resnico, spet kot jo definira sam, se pravi pod nekako substancialno tako imenovanim procesom resnice, ki, kot verjetno veste, jih on identificira 4, torej umetnost, znanost, politiko in ljubezen. Ne bomo, mislim, to samo to neko izhodišče jemljem, da bi prišla do naslednjega citata, no, to je še Badiou, ki se zaključimo, pravi, skratka, da se sovražnost sodobnega sveta procesom resnice med drugim kaže kot, to je zdaj citat, preko nominalnih prekrivanj. Tja, ker bi se moralo nahajati ime nekega postopka resnice, pride drugo ime, ki ga potlači. Ime kultura zabriše ime umetnost. Beseda tehnika zabriše besedo znanost. Beseda upravljanje zabriše besedo politika. Beseda seksualnost zabriše ljubezen. In sistem kultura, tehnika, upravljanje, seksualnost, katerega velika prednost je, da je homogen trgu in katerega vsi členi označujejo neko rubriko trgovske prezentacije, je moderno nominalno prikritje sistema umetnost, znanost, politika, ljubezen, ki topološko identificira postopke resnice. Konec citata. Mislim, da to tudi edini citat tega predavanja. Skratka, kar me zanima tukaj, no, je to, kar se mi zdi, da je neko realno, ki ga tukaj zadane ta Badioueva diagnoza oziroma ta premislek, namreč, da preimenovanje umetnosti v kulturo ali enostavno njuno vzetje kot sinonima, da nekaj zabriše, nekaj potlači, recimo temu tako. In to ni neka, ne vem, vzvišenost umetnosti nad, ne vem, trgom, konstrukcijo in tako naprej, temveč kot pač precizno tukaj reče neka določena razsežnost resnice, ki pa je tej logiki heterogena, ne enostavno, da jo pač ne spada čisto dobro, nima svojega mesta čisto res tukaj. In seveda v tem smislu je umetnost tudi določena zareza, res v dano samodojemanje kulture, vzpostavlja koordinate na nek način za lastno razumevanje, kar je tudi pomembno, namreč, da nikoli ne moramo zvesti umetnosti enostavno na kontekst, pa ne bo to zgodovinski, oseben, družbeni in tako naprej. Na nek način je ena od dimenzij umetnosti, ustvarjalnosti prav to, da hkrati ustvarja šele kontekst, iz katerega jo lahko razumemo. Zdaj, če rečem res ali pa prekinitev v neko samo dojemanje kulture, s tem seveda tudi nimamo v mislih enostavno transgresije.
s prekoračanja norm, prevladujočih zakonov, okusa, provokacijo in tako naprej. Zdaj, transgresija je na nek način vedno nepovratno ujeta pač v logiko tega, kar transgresira, ki je nekako njena meja in bomo še kaj več rekli o tem mogoče kasneje. Kakor tudi provokacija ujeta v logiko tistega, ki ga provocira. In mislim, da ko govorimo dejansko o umetnosti, o ustvarjalnosti, je ta transgresija kvečemu nekakšen naknadni ali pa stranski učinek te stvaritve, propozicije nečesa drugega, novega, kar pa se seveda kaže kot nekaj, kar krši na obstoječe zakone. Mislim, da pa umetnost ne izhaja neposredno ali pa ni neposredno neka igra kršenja zakonov, ki bi pač to pravilo. Seveda pa to tudi ne pomeni, da je nekaj idiličnega, mirnega, pastoralnega, nenasilnega, kar samo ustvarja sredi svoje sledi nekemu višjemu poslanstvu. Nedvomno še kako del družbe, kulture, konfliktov, nelagodi, ki v njej vladajo in neka senzibilnost zanje in nedvomno notranji pogoj umetnosti, ampak umetnost je hkrati tudi zmeri umetnost nekaj narediti s temi konflikti in nelagodi, ali pa bi lahko rekli, da umetnost je umetnost odpreti in bojevati nek drug konflikt, ki je, če recimo tvegam to besedo, resničnejši od tistih, s katerimi je ideološko recimo lahko prezasičena naša realnost. Ker mislim, da ena stvar, ki jo danes nedvomno lahko posod opažamo, da obstaja cela vrsta lažnih konfliktov, oziroma nekaj konfliktov izjemno velik strasti, stroge izložajo, ki pa so pogosto konflikti, ki prastno bojujejo, če nekako rečem, gled na te istega. In da je na nek način umetnost tudi premestiti sam konflikt oziroma odpreti neko drugo njegovo dimenzijo. Zdaj, rekla sem, da umetnost tudi nekaj dela s temi konflikti in nelagodi. Zdaj, že davnega leta 1929 je Freud napisal tisti slavni spis nelagodi v kulturi, da smo behandlen in da kultur. Kultura je tu seveda mišljena predvsem v tem tistem prvem najširšem pomenu besede, kot pač sinonim na nek način za družbenost, družbo kot organizacijo skupnega življenja, seveda z vsemi prednostmi, omejitvami, prepovedmi, zapovedmi, umetniškimi, znanstvenimi, tehnološkimi, intelektualnimi dosežki, ki jih to implicira. In neka osnovna Freudova ugotovitev je, da napredovanje kulture ne pomeni nujno zmanjševanja napetosti in konfliktov, agresije, ampak da lahko pravzaprav oblikujemo celo obraten trend. Zdaj seveda letnica nastanka tega spisa, kot rečeno 29, objavljenih v 30, ni nepomembna, nastal je med dvema svetovnima vojnama, v začetkih velike gospodarske krize, v času vzpona nacionalnega socializma, torej nacistična stranka bo leta 1933 zavladala v Nemčiji in seveda Freudove knjige so bili prvimi, ki jih zažgali. Tako da najmanj, kar lahko rečemo, je, da je recimo v tem času, ko je Freud pisal svoj spis, nelagodje, da se je začelo približevati nekak točki vrelišča, da se je intenzivnost družbenega nelagodja in konfliktov stopnjevala in dejansko eksplodirala v obliki nič manj kot svetovne vojne. In Freudov spis zaznamuje nek pesimizem, ki mu ga mnogi tudi očitajo. Namreč, češ da kulturo, družbo kot tako povezuje s krizo, ki je ireduktibilna, ki na nek način nikoli ni mogoče povsem odpraviti. Ker Freud ne ponuja neke perspektive, ki bi rekli, še malo več, kulture pa bomo premagali, to pa bomo zaživeli v neki brezkrizni situaciji. Skratka, na nek način je diagnoza ta, da to ni mogoče, da je kriza na nek način inherentni del same kulture.
Ampak mislim, da s to irreduktibilnostjo krize Freud vsekakor ne meri enostavno na to, na nek tak splošni poceni relativizem, pač, da bi rekli, ja, vse družbe so enake, vsa prizadevanja za boljše so za manj. Seveda prej in v skladu pač svojo lastno teorijo in prakso opozarja na to, da je s konflikti treba delati in jih razumeti predvsem kot simptome, torej iskati, locirati vzroke, se ukvarjati z njimi, pa čeprav bodo neizogibno nastajali novi. Ne. Če pa po drugi strani stavimo samo na to, čemu se ponovno reče simptomalno zdravljenje, simptomalno obravnava, torej blaženje, zakrivanje, ne vem, simptomov, njihovo ignoriranje, ali pa recimo kanalizacijo, nelagodja v tarče, katerih eliminacija ne bi potem dokončno rešila naš problem, kot se je na primer zgodilo natanko v drugi svetovni vojni, ker ljudje so nekaj trenutku nastopili kot utelešenje tega, kar je treba eliminirati, da bo družba, da bo organsko tkivo družbe končno neproblematično zaživela. To pač je potem stvar, ki daleč od tega, da bi kaj rešila, nam eksplodira v rokah. Ampak zdaj mogoče bi rekla samo par besed malo bolj teoretskih, se mi zdi pa, da so zanimive, ker dejansko odzvanjajo z nekimi stvarmi v naši realnosti. Danes tudi, kaj pravzaprav za Freud, na kaj navezuje Freud to irreduktibilnost oziroma to notranjo zraščenost kulture, pač v pomenu družbenega in krize oziroma konflikta, te agresije, kakorkoli užitka in tako naprej. Zdaj, če zelo hitro rečem, tako rekoč v formuli, bi lahko rekla, da to, kar Freud res vidi, je, da kultura ni enostavno nasprotje nekih surovih strasti, gonskih zgibov, ki bi jih pač potem bolj ali manj uspešno zatirala, kultivirala, spreminjala v neke višje oblike. Ampak se oblikuje in napreduje v določenih skozi neki notranji dialektiki povezavi z njim. Da je skratka tu na delu določena ekonomija in da ekonomija gonov, strasti, užitka in notranja ekonomija kulture. Ne nekaj, kar bi kultura samo poskušala regulirati. Torej, simbolna regulacija ni nekaj, kar se od zunaj samo vsiljuje libido njegovim zahtevam, ampak to nimamo na eni strani čistih simbolnih zahtev, zakonov, prepovedi, zapovedi, regulacij, na drugi pa neko umazano substanco, ne užitek. Pri čemer pa bi moj problem izhajal bodi se iz tega, da regulacija ne uspe v polni meri, a ne podrediti libida, ali pa iz tega, da ta zatirani libido udari nazaj za vso silovitost. Imate šole mišljenja, ki stavijo na to vrstne konfiguracije. Ampak to, kar Freud predlaga, artikulira, je nekoliko drugačno. Namreč, da obstaja neka določena notranja povezava libidinalnega in simbolnega, in paradoks je v tem, da sama simbolna regulacija neizogibno proizvaja nemajhno količino umazane substance. Sami zakoni, ko delujejo, niso brez izpustov, če mi tako rečem. Zato na nek način velja, da bolj ko reguliramo in množimo simbolna pravila, bolj ko se birokratiziramo, večja je potreba po regulaciji, ker na nek način novi užitek se proizvaja tudi v samem procesu njegove regulacije. Ko se naša družba, kultura odziva na težavnosti in zahteve skupnega življenja, proizvaja nove težavnosti in zahteve, kot tudi seveda nove registre uživanja. Da predtem neslutene registre uživanja. Potečeno užitek ni neka primarna substanca, ki je tam, pa jo bomo uporabljali ali pa ne, oziroma zatrali ali ne, ampak se skupaj generira in regenerira. In to je to, kar Freud imenuje nelagodje v kulturi. Ta kompleksitet, ta dvojnost, kjer je, bi rekla, na nek način zdravilo tudi samo do neke mere vzrok bolezni. Seveda ni Freudova perspektiva neka vrnitev k naravi, kjer bi se tega ločila, ampak enostavno zelo
lucidna predstavitev same te zagate. Torej, ta zanka kulture, ki se hrani velikimi zgoni, brez njih sploh ne bi obstajala, ustvarja nove in nove, kot sem rekla, libidinalne izpuste v samem procesu njihove regulacije. In mislim, da na ta način, zdi se mi, da smo prav s tem zelo masivno danes soočeni, z regulacijo narašča in napreduje samo kultura, ampak tudi to, kar se kaže kot libidinalna protikultura. Z drugimi besedami, naraščajoča agresija, ki jo Freud tako močno izpostavlja v svojem spisu, ni ostanek neke prvotne, nekultivirane agresivnosti ali pa protiučinek naraščajočih zahtev kulture, ampak je prej libidinalni stranski proizvod same kulture v nekem modusu njenega funkcioniranja, je njen notranji in ne zunanji drugi. Torej, daleč od tega, da bi kultura vse bolj omejevala, reducirala, da bi jo kultura vse bolj omejevala in reducirala, se tudi libidinalna dimenzija s kulturo širi, doživlja ekspanzijo in z vso večjo težo pritiska na nas. Drugače rečeno, problem ni, da bi manjkalo užitka, užitka ne manjka, je vse naokoli, čeprav ne nujno v osebni, subjektivirani obliki. Tudi k temu se še povrnem. Ampak užitek, ki je vse naokoli, ne zbuja nujno lagodje. To je še en nauk psihoanalize. Skratka, če verjamemo, če nas prepriča ta opisana dinamika, potem mislim, da v to tudi dovolj jasno sledi, da v trenutkih vrenja, kot recimo smo mu priča danes, da so znotraj opisane dinamike pozivi k več kulture, ki jih pogosto slišimo, mogoče v najboljšem primeru prazni, če ne direktno kontraproduktivni. Ja, mislim, da ne potrebujemo več kulture, ampak kvečemo več zares in premestitev v kulturi. In temu med drugim seveda lahko daje prav umetnost. Poleg tega pa te pozivi k več kulture na nek način krepijo in razpihujejo razcep, družbeni razcep vzdolž tistega drugega pomena kulture, ki sem ga omenila na začetku, torej razcep med kultiviranimi elitami, posamezniki, izobraženi, kakorkoli, ki razumejo nekaj in nekultiviranimi ostalimi in seveda resentiment slednjih do prvih. Jasno pa, da seveda kulturniki oziroma umetniki zelo dobro vedo, da elite, ne vem, ki iz prve vrste ploskajo na tako imenovanih vidnih dogodkih, njihovega dela pogosto ne razumejo prav nič bolje kot pregovorni kmetje, a pač razredna razlika tu seveda upravi svoje. Pač prvi si kupujejo kulturni kapital, drugi nimajo z njim kaj početi, nimajo kje novčati. Torej, nekultiviranost, oziroma tako imena protikultura, hitro postane valuta v registru neke kulturne različice, seveda, razrednega boja, upora proti elitam in tako naprej. In kulturne vojne, ki se bijajo danes, in ja, ki so pogosto izjemno nekulturne, so vendarle notranji izrastek same kulture. Hkrati pa simptom odsotnosti ali pa skoraj odsotnosti pač ničesar drugega, v umetnosti, politike in tako naprej. Tukaj nimam v mislih samo naših specifično slovenskih kulturnih vojn, ampak tudi tiste in zlasti tiste, ki jih recimo v tej knjigi, ki je tudi pri nas izšla, obravnava Angela Nagel, v biti vse normalne že internetne kulturne vojne od 4chana in Tumblrja do Trumpa in alternativne desnice. Knjiga je dejansko vredna pozornosti in zelo dobro sociološko razišče, pokaže velik historiat tega in seveda konec koncev tudi politični zemljevid, ki je od tam izšel. Če zdaj zelo na hiter rečem, tudi v navezavi na to, kar sem prej
izpeljevala po razmerju do Freuda, rekla, da paradoks najeda obe strani v tej vojni. Če rečemo, da obstajata dve strani, pogojno rečeno, spletna ali pa, ne vem, zdaj v zadnjem času tudi golf levica, kot podaljšek, recimo, kulture kampusov, sloneče predvsem na politični korektnosti, politike identitete in tako naprej. Na tej strani imamo naslednji paradoks. Imamo dvoje. Imamo intenzivno stopnjevanje simbolnih regulacij. Prepovedi, dogam celo pravil, ki hkrati nastajajo, se spreminjajo tako hitro, da jim že težko sledimo včasih. Torej, imamo nek razrast, če ne tako rečem, neke simbolne mreže pravil. Hkrati pa imamo v isti sapi stavo na neposredna občutja, na, če v angleščini rečejo, feelings, zlasti na občutja prizadetosti, hurt in tako naprej, kot hkrati skoraj kot edini merodajni kriterij sankcij. Torej, kriterij prekrška ni simbolne narave, ampak so občutja ali pa afekti tisto, kar diktira, narekuje simbolne sankcije in njihovo zgostitev. Hkrati pa seveda, in tukaj mislim, da je ravno tista težava, tovrstna odprta simbolna valorizacija občutij, spodbuja porajanje in odkrivanje novih čustev in občutij v tem pomenu, da prizadetost ranjeno zlahka postane nek simbolni kapital, s katerim se kultura oddolžuje žrtvam, ki jih proizvaja ta ista kultura in njen notranji ustroj, ki se ne ukvarja sama sabo, ampak ponuja to trgovino, ki je dejansko perfidna. V tem vidim nek simptom, namreč, da ta valorizacija afektov in občutij nastopi natanko na točki, kjer bi recimo določen problem, določena krivičnost, narobnost, nekaj, da je res narobe, zahteval radikalnejšo intervencijo po imenovanju vzrokov, možnosti zlasti perpetuiranja, razraščanja in tako naprej. Namesto tega pa pogosto vstopi pač samo ta družbena valorizacija čustev in prizadetosti, kjer pač tožniku oziroma tožnici plačujemo na nek način z njenim lastnim denarjem. Bolj počutiš, dragocenejši si, zato še bolj čutiš, še bolj trpiš, še bolj to izraža. In to je v nekem aspektu, da ne more sporazumeti. Tukaj nekako ne govori o tem, da ne bi bilo treba izražati čustva, pa povedati, če je kaj narobe. Gre za to, kako hitro se ta proces ustavi, kako ne pride do tja, ker bi dejansko lahko nekaj premaknil. V tej svoji različici gre za nek zelo tipičen neoliberalni manever, kjer pač tudi naša najbolj traumatična izkustva se pretvarjajo v nek potencialni družbeni kapital, s katerim lahko marsikdo poje naprej. Če lahko kapitaliziramo svoje čustva in da se že tukaj to pol ustavi, se bomo omejili na deklaracijo poznanjanje teh čustev, namesto da bi recimo postali bolj aktivni agenti v nekem konfliktu družbenem, ki se skozi to odvija. Tukaj prosto pol ostane samo za neko individualno spremembo in rast ali neko, kako temu rečemo. Seveda, po drugi strani pa ostane prostor zgolj za izločanje patogenih, toksičnih posameznikov, kako to rečemo. Spet seveda ne mislim, da toksični posamezniki ne obstajajo, daleč od tega, ampak toksičnost, to mislim, da je še bolj pomembno, da toksičnost hkrati nastaja v samem duhovju družbe, v njenem presnovnem produkcijskem sistemu in ta toksičnost, ta neosebna toksičnost ne bo rešena enostavno z odstranitvijo posameznikov. Torej, mislim, da problem naše družbe je dejansko ta neka naraščajoča, ogromna količina neosebne, anonimne, lahko rečemo sistemske, pa mislim, da to ni najboljša beseda, neosebne toksičnosti.
objektivne toksičnosti, če ne vem, ki jo noben subjekt direktno ne jemlje nase. Zato se mi zdi, da v tem smislu je usmeritev pozornosti samo na toksične posameznike problem, ne zato, ker si tega ne bi zaslužili sankcije ali pa ker niso sami krivi sistem, sploh ne govorim o tem, ampak govorim o tem, da imamo tu opravka z dvema zelo različnima tipoma toksičnosti, osebnega in neosebnega, in da je pomembno to razliko videti in nasloviti obe ravni. In mislim, da nam vojna proti toksičnim posameznikom nam lahko zamegli perspektivo, prav v tisti meri, v kateri svojimi obrazi in pogosto pitoresknimi osebnostmi zastirajo, odvračajo pozornost od natanko kopičenja neosebne družbene toksičnosti, ki jo nihče ne klejma zase, od velikanskih količin nevezanega, unbound v tem pomenu tudi psihoanalitičnem presežnega užitka. Torej, obstaja neka brutalna obscenost užitka, ki je notranje družbeni strukturi. In to je velik problem samega načina, kako pač ta družba funkcionira. Če pa se obstaja oboje, neosebna, brutalna sistemska toksičnost in toksični posameznik. In če se problema prve lotimo enostavno preko reguliranja in odstranjevanja posameznikov, mislim, da neizogibno pridemo do tega, da pač nikoli ni in ne bo dovolj. Da lahko odstranimo vse posameznike, pa bo še vedno ostalo nekaj toksičnega v deželi Danski, če parafraziramo Hamleta. Torej, tukaj vidim, da je nek strukturni problem tega pristopa in tega kratkega stika, ki ne vidi, kje se eno neposredno sprevrača v drugo v svoje nasprotje. Zdaj, če gremo na drugo stran, na teh tako imenovanih sodobnih kulturnih vojnah, kot jih tudi opisuje Nagel v tej knjigi, je paradoks strukturiran nekoliko drugače. Tukaj imamo kaj? Tukaj imamo pa neko eksplozijo ironične in hiperironične kulture, ki se na deklarativni ravni upira kulturni zadrtosti, čistunskosti, politično korektne levice, njenemu priseganju na dobesedni pomen jezika, vidi nasprotno govorico kot neposredno turišče, vir užitka, libidinalne zadovoljitve, ki ga je treba uplešti v te cilje in tako naprej. In zanimivo pri tem na nek način sledi in naprej potegne slavni levičarski slogan iz leta 68, prepovedano je prepovedati. Kultura, transgresija, tudi žaljenje, smešanje, norčevanje je kultura, ki se vse skozi upira lastni regulaciji in se hkrati hrani z njo in z njenimi ekscesi same te regulacije, živi od tega, da obrača, sprevrača, spodnaša te pomene. Rečemo, ničesar ne jemlje zares, dobesedno. Ampak paradoks je v tem, da to eksplozijo igrivega, in pogosto tudi zelo krutega zadovoljstva, ki, kot rečemo, ni nič sveto, da je to učinkovito in od znotraj naselila tako imenovana alternativna desnica, ki pa svoje izjave, identične, pogosto izjava te cinične protikulture, misli in razume zelo dobesedno in zelo resno. Torej, drugače rečeno, skupaj s to bohtečo, barmatajočo libidinalno komponento je po tej poti odporniške protikulture v družbo in tudi njen mainstream vstopila kar najbolj zadrta, neigriva in dobesedna simbolizacija in obramba lastnega svetega užitka. Je še en citat, imam še en citat Angela Nagel, skratka, ki to povzema tako, pravi, na koncu je prava nevarnost prišla, temu te dvoje ne iz ne kakšne kulturne levice, je prava nevarnost prišla v obliki odkrite bele nacionalistične alternativne desnice,
ki se je potuhnila v spretni vojski ironičnih trolov, povezanih z internetnimi šalami. Ko se je to zgodilo, nihče, vključno s številnimi, ki so bili sredi te nove spletne skrajne desnice, ni vedel, koga naj sploh še jemlje dobesedno. Vendar je ostra spleta le ena stran doživela, da je njen član postal predsednik ZDA, in le ena stran ima v svoji sredini odkrite bele segregacioniste, ki kvazi ironično salutirajo jezik Heil in resnično sovraštva polne občasno morilske izogine in rasiste. Torej, tukaj spet vidimo, kako se neka domnevno popolnoma virtualna realnost v nekem kratkem stiku skne z zelo brutalno, konkretno, nevirtualno. Torej, ironija, ki se je pač med drugim vzdigana proti določeni obliki prisilne, recimo, dobesednosti, reči samo to, kar misliš, je nasedla na čeleh neke druge dobesednosti, katere ironična zaslomba je postala. In zanimivo tudi to ugotavlja, da v tem zasuku se je prišlo do tega, da je dejansko desnica postala to, kar je bila nekoč levica, transgresivna, protikulturna, protielitna, ruši tabuje, svobodomiselna, reči, svoboda govora, nekaj pogosto slišimo, če gre zgolj za žaljenje. Levica pa na nek paradoksen način postala to, kar se je nekoč asociira s konservativno pozicijo desnice, zauzemanje za ohranjanje določenih norm, za konzervacijo pravil, spoštovanje pravil, tudi določenih družbenih struktur, recimo izginjajočih ostankov socialne države, tam je državne infrastrukture in tako naprej. Torej, čeprav je seveda zelo jasno, da kje je tukaj jasno problem, zauzemanje za ohranitev, recimo socialne države, danes naleti na neko notranjo mejo, namreč o tem, da v vsesplošnem razpadu vsega tega se seveda veča armada tistih, ki nikoli niso imeli sploh dostopa do teh mehanizmov, socialne države, socialne varnosti in ki dejansko v njih vidijo privilegij, ne nekaj, za kar bi vsi mogli imeti nekaj, ampak privilegij drugih, kulturnih elit, kakorkoli. In seveda tukaj pa dobimo ta paradoks, da se dejansko raztoča, recimo, revščina, negotovost, ne ogroža resnično bogatih, ampak igra zanje, da je najrevnejši s svojim bojem proti ravno privilegiranim na nek način bijajo boj za najbogatejše, kar se je ravno v prvih volitev Trumpa zelo lepo iskati, da je lahko Trump nastopil kot predstavnik revnega delavskega razreda, ki edini razume njihove težave proti tem. Skratka, tukaj je stvar dejansko postala izjemno kompleksna in pozicije so se zamenjale in mislim, da tisto, kar moramo, če samo na kratko digresijo, kar moramo politično tukaj videti, je, da absolutno ne smemo prostora družbe, kulture, kot obstaja danes, prehitro brati za nekimi očmi deja vuja, da pripisujemo, da se nam zdi, da se tukaj ne, Trump ni klasični konzervativci, ta desnica ima čisto drugo logiko, treba izhajati iz tega, kako se v aktualnosti zdaj ta prostor prestrukturira, ne pa samo reagirati na neke prepoznane leitmotive, ki jih poznamo. Če ne, bo vse skupaj šlo čisto mimo nas. Kar tudi najbolj ampak to. Torej, če grem, mogoče bi samo še par besed rekla o ironiji, konec koncev gre tudi za neko formo, neko stvar, ki nikakor ni nevezana z umetnostjo, ki pa je hkrati tako pomembna postala kot neko neka družbena praksa. Klasična ironija, kot veste, je definirana kot besedna, pa ni nujno ravno besedna, ampak recimo besedna figura,
kjer je pravi pomen v nasprotju z pomenom besed. Ne, če rečem nekoga, ki me nadere, hvala za vašo prijaznost, potem pač z besedo prijaznost hoče izpostaviti prav njegovo neprijaznost. V tem smislu je ironija pač neka intervencija bolj ali manj duhovita in bolj ali manj učinkovita, ki izpostavi določeno realnost, da razpre njeno domnevno neproblematično. Če je to recimo klasična ironija, zdaj bim zelo schematsko, pa postmoderna ironija, če jo tako imenujemo, je neke vrste meta-ironija, ali pa mogoče bi mogla reči abstraktna ironija. Ironija, ki ne izhaja iz in je zareže enostavno v neko konkretno situacijo in izpostavi njen problem tako, da reče nasprotno od tega, kar vidimo, ampak išče načine, kako na en način perpetuirati samo gesto ironije, kako v abstraktnem izrekati sam neobstoj možnosti dobesednosti. V tem smislu govorimo o meta-ironiji. Torej, klasična ironija še kako sloni na dobesednosti, ki jo sprevrača in na tem, da njen naslovnik pozna, vsaj načeloma razume, pozicijo izjavljalca. Namreč, kaj smo v resnici mislili. Meta-ironija pa predstavi to na drugo raven, pri čemer je pa rezultat praviloma ta, da ni več mogoče zares vedeti, kaj, če sploh kaj je dobesedni pomen, kaj smo s tem mislili, ampak je to treba to potem povedati v ločeni izjavi. Bom tudi dala primer. Če na primer zdaj rečemo postopno, če potem, ko sem ravnokrat recimo padla na vozniškem izpitu, rečem, no, tole je šlo pa super, potem seveda poslušalec ve, da mislim nasprotno. Ampak če gremo korak naprej in si zamislimo naslednjo situacijo. Recimo, da nekdo ne prepozna ironične kode, konec koncev gre za neko kodo in bo ob tej moji izjavi vzklipno, lejte, ta modelka je pa res čudna, padla in izpitu, pa misli, da je šlo dobro, ha. Zdaj, tukaj pa pridemo do naslednje možne ravni in modalnosti ironije, kjer je ironičnemu posmehu lahko izpostavljen v prvi vrsti tisti, ki ni razumel ironije izhodiščnega stavka in ga je vzel dobesedno. Torej, pridemo do tega, da je meta-ironija predvsem smešanje idiotov, ki ne razumejo ironije in seveda je sredstvo razlikovanja med nami in njimi. Ta meta-ironija se lahko vzpostavi tudi v kontekstu običajne ironije, ironične intervencije in nastopi kot njen ujačevalec, kot njen amplifikator. Še vidim, da sem čisto pozabila, kako citiram, tretji citat, James Harvey, umetnostni, filmski teoretik, zelo zanimivo opažanje, čisto kratko, razliko proba dati med šalo in ironijo. In pravi, medtem, ko uspešna šala poveže z občinstvom, lahko ironija naredi prav nasprotno. Večinoma velja, da občinstvo dojame vic ali pa ta vic pade v prazno, kot rečem. Tudi ironija se lahko zgolj potrdi in izkaže za še bogatejšo, kot je bila na prvi pogled, če je polovica občinstva ne dojame. Vidite, da obstaja neka notranja nadaljna življenje ironije, ki se že tukaj podvoji in ki na nek način vnese tudi nek razcep, s tem razcepom pa pojača samo počutje tistih, ki so pač stvar dojeli, če tako reči. Skratka, hkrati z našim prepoznanjem ironičnega koda poteka tudi recimo nek potencialno ironični posmeh tistim, ki niso dojeli in ki naivno verjamejo v dobesedni pomen oziroma enostavno, ki ne razumejo. In mislim, da bi lahko rekli, da živimo v času in v družbi, kjer je poudarek vedno bolj in že skoraj izključno na tej drugi meta-ironiji.
kjer gre predvsem za to, da ko z raznimi izjavami, ironičnimi, kako se ni nujno samo ironija, lahko so tudi drugi mehanizmi, postopki, prakse distanciranja, ampak kjer gre predvsem za to, da svetu pokažemo, ja, da nismo naivni, da štekamo, da vemo in predvsem na določenem, da poudarjamo na tem pozitivnem razkritju samega. Hočem reči, ironizacija realnosti vse bolj služi kot sredstvo prikazovanja, razkazovanja duhovitosti, kvalitet nas samih. Fokus ni več na realnosti in na paradoksu, ampak na to, kako smo mi, za razliko od njih, sposobni to videti, percipirati. In tukaj se začne konflikt. Še eden od teh, kot bi rekla, mogoče lažnih konfliktov. Hkrati seveda meta-ironija tudi temelji na predpostavki, da je vsaj načeloma vse mišljeno ironično. Kar pa je paradoksna postavka, ker na nek način spodnaša samo izhodišče ironijo, ki nedvomno je razlika, trdna razlika med nedobesedno in dobesedno ironije. Če te razlike ni več in če je vse mišljeno nedobesedno, se zdi, da pravzaprav manjka ravno ključna vzmet ironije. In vse postane v zadnji instanci odvisno od tega, da pač izjavljalec reče, da je nekaj mislil ironično in da seveda ni mislil tega, kar je rekel. Ampak če moraš reči, to je bilo mišljeno ironično ali pa to je bila šala, je seveda ironija ali pa šala že v izhodišču spodletela. Še natančneje rečeno, in zdaj se po dolgem ovinku vračam k izhodišču, spodletelo je proizvesti učinek resnice. Ker ti prepoznati ironijo, konec koncev pomeni prepoznati neko resnico, skratka nek učinek resnice v nečem, kar seveda neposredno nastopa kot laž, kot svoje nasprotje, kot netočnost, kot nefaktičnost. Pa vendar, s posrečeno ironijo dejansko uspem reči, uspem reči nasprotno ali drugo od tega, kar pomenijo besede, ki sem jih uporabljala. Ta možnost je seveda lastna jeziku, moje notranja, ampak da to uspem reči, v možnosti na čim boljši način, je dejansko že neka umetnost, bom rekla, ali pa nek zametek, minimalna celica umetnosti. Kot rečeno, ravno dokolikor uspem s to drugo, nasprotno besedo reči natanko to, kar mislim. Torej, in jasno za velik del besedne umetnosti sloni na ustvarjanju učinkov resnice, se pravi, v tem smislu pač povezave besed, ki zadenejo neko realno, ki naredijo, da zaznamo, da dojamemo, ne da bi neposredno streljali van. Skratka, če hočete, lahko tudi govorimo o tem starem problemu reprezentacije, če gremo zunaj besedne umetnosti, ampak a je enostavno reprezentacija realnega tisto, kar odpre pot, kar omogoči, da umetnost naseli resnica, ali tukaj za nekaj drugega. No, skratka, to, do česar bi rada prišla, je, da je to, da recimo uspem reči nasprotno od tega, kar sem rekla, a hkrati pa sem prav to nasprotno hotela reči, ta učinek resnice je natanko to, kar bi lahko rekli, mesto subjekta v umetnosti ali pa v izjavi, če gremo bolj skromno. Mesto subjekta v umetnini, v izjavi, s tem nočem reči, da gre za subjektivno ali pa subjektovo direktno resnico, ampak da je na nek način objektivni moment učinka resnice, ki ga prepoznamo, ko prepoznamo recimo to ironično izjavo, hkrati mesto subjekta kot ravno zevi nekega razcepa, razmika v sami tej vsebini, v sami tej objektivni realnosti. Torej, subjekt ni neki zunaj objektivne realnosti, ampak je natanko mesto, kjer sama objektivna realnost ni cela, če bi tako rečem. Dopreči ta vrzel in zato je sploh možna ta konec koncev tudi plastičnost
objektivne realnosti. Zdaj, če do učinka resnice ne pride, lahko seveda subjekt nastopi na ravni meta izjave, se vzame pa reče, ja, no, to je bilo mišljeno ironično, niste videli, ampak tako. Zdaj, subjekt je tukaj izvzet iz vsebine izjave, seveda pa s tem ne izgine, ampak se pojavi kot distanca do vsebine. Subjekt je zdaj natanko in samo ta distanca do vsebine izjave, kakorkoli, predmeta, objekta. Subjekt ni tisti, ki recimo misli to ali ono vsebino, ampak tisti, ki se od nje distancira, ki jo misli ironično. Zdaj, razlika se mi zdi, da je ta zelo pomembna, pa bi se jo dali navezati še na marsikaj drugega, natanko med tem, ali distanca, recimo, neka zel, ali je del vsebine, forme same vsebine, ali pa nastopa izključno kot distanca do vsebine. Mislim, da je to neka ključna razlika in tudi ključni konec kriterij, se mi zdi, kje gre za nekaj, kar nas res nagovori, kje pa to ne deluje na ta način. No in v tem, kar sem prej imenovala abstraktna ironija, to izvzetje subjekta ni enostavno nek izsiljen, recimo rezultat, da je pač učinek resnice sprevedel, ironija ni delovala, pa moram upozoriti na njo, razložiti, kaj sem hotela, kaj sem mislila. Ampak je v abstraktni ironiji nekakšna vnaprejšnja poza, strategija tehnike. Torej subjekt se že vnaprej izvzame in nastopa samo še kot distanca do te ali one vsebine. Se dejansko evakuira v tega, ki pač se poigrava s temi vsebinami in je v celoti tudi. Zdaj, lahko se vprašamo, ne bom več kako kasno. Bo še malo. Potrpite še kakšne 10. Torej, lahko se vprašamo, ali je ta operacija tega vnaprejšnjega izvzetja subjekta iz izjave vsebine sploh možna, ali pa gre prej za neko prekrivanje, brisanje mesta, kjer sem vendarle neko izjavo opisan kot subjekt, tudi če se od njih distanciram. Zdaj, jaz mislim, da je problem na dveh ravneh obesta lahko zelo resni, mislim, imajo tako resne konsekvence, ne gre pa za isti problem. Ena raven je, naprimer, tista, o kateri je že pred mnogimi leti pisal Žižek, tudi Dolar, in ki se glasi, ki jo povzema ta že lakan ustavek, ironična distanca je znak pretlačitve. Torej, kar pomeni ironična distanca, nam ravno omogoča, da uživamo v nečem, kar nam sicer subjektivno je nesprejemljivo. Enostaven primer, ironična parodija nacistične estetike lahko omogoča določen užitek v kontemplaciji, ponavljanju prav te estetike. Ironiziranje patetike omogoča določen užitek v sami patetiki, skratka v sami tistem, da je vendarle, da smo vendarle tudi tam. To je zdaj ena možnost, ali pa ena raven. Ampak mislim, da bi zagrešili napako, če bi se osredotočili samo na to, oziroma samo na neko razkrivanje, oziroma nekega skritega, umazanega, prikritega subjektivnega užitka, ki ga pač omogoča ironična distanca. Ja, v resnici pa ti zares uživaš v tem. Ker, kot sem že malo prej omenila, mi zdi, da morda še mnogo bolj problematični so lahko objektivni učinki tega užitka in te distance. Torej, ne toliko dejstvo, da ta ali oni subjekt v resnici skrivaj uživa v tem spektaklu. Užitek namreč ostane tudi tam zunaj v objektivni realnosti, katere del ta naša izjava, karkoli ga lansiramo, tudi če se od nje distanciramo. Drugače rečem, pa vendarle se tukaj neka kontinuiteta prereže. Skratka, problem ni samo v tem, da se kot subjekti ne moramo čisto rešiti skritega užitka, če se od njega distanciramo, še bolj je problem v tem, da se ga ne more rešiti sama objektivna realnost
ampak je vse skozi prestreljena z njim. Torej, tam obstaja žlindra, obstaja tam zunaj. V vseh mogočih, več, ko je konc koncev ironije in distance, več je tudi neke žlindre, ki se nabira v zunaj. In to je natanko tisto, kar sem prej imenovala neosebna toksičnost. Kar bi tudi lahko imenovali užitek brez subjekta. In tukaj ne bom šla zdaj v te teoretske vode, ampak obstaja nek način, kako lahko lepo pokažemo, kako pravzaprav užitek, uživanje nikoli ni direktno, neposredno subjektiven, ampak izhaja iz neke napake, nekega kratkega stika v strukturi in da je subjektivacija že odgovor na ta užitek, na to heterogenost, na to, kar generira ta notranjo protislovje strukture. Ampak to je mogoče debata za kakšno drugo priložnost. Skratka, če se vrnem zdaj tem, kar po različnih potih po teh opisujem, analiziram, živimo, bi lahko rekli v neki eksploziji kulture, protikulture, vtakljamo vse v kulturnih vojnah in realnost tudi pogosto vse bolj dojemamo s to perspektivo, ki jo narekuje. Nelagodje se stopnjuje, nekaj vrste občutek klaustrofobije tudi. In morda bi celo lahko v tem smislu korigirali pa dopolnili Badrujevo diagnozo, s katero sem začela, in rekli, da beseda kultura ne prikriva samo besede umetnost, ne prakse, recimo umetnosti, ampak tudi politiko v nekem delu. V tem smislu, v katerem je seveda tudi politika neka postopek resnice in management. Da skratka iz njih obeh izriva dimenzijo resnice. Ok, zdaj pa bom rekla še par stvari v resnici, ki se seveda najbolj. Sam še sli, to vendarle par misli, no, tako, zelo svežih še. Če je resnica glavna žrtev, zdaj, če rečemo tako, preimenovanje umetnosti v kulturo, če je usoda umetnosti na nek način zelo odvisna od elementa resnice, od njene zmožnosti biti nek postopek resnice, imeti učinek resnice, je seveda ključno vprašanje, kaj je sploh pomeni resnica. Zdaj, veste, obstajajo matematične resnice, katerih veljavnost je tako rekoč tautološka in seveda matematične resnice v smislu 2 in 2 je 4 niso neki uvidimo neko vloge bistvo, ampak so konec stvar dogovor. Tudi imamo res tautološke resnice, je resnica, ker je tako. Seveda te resnice matematiki sami uporabljajo kot orodje pri raziskovanju kompleksnejših problemov resnice. Ne bom vam zdaj v matematiki predavala, samo eno poanto bi rada z tega potegnila, namreč, da te kompleksnejši problemi resnice, s katerimi se tudi matematiki ukvarjajo, so pogosto izraženi skozi serijo paradoksov, zagad ali se famozni katalog katalogov, obstaja katalog, ki ima samega sebe, v katerem nastopa tudi on sam in tako naprej. Tako, serijo paradoksov, zagad in kot je to zelo lepo formuliral Lacan, matematična logika dejansko napreduje ali pa se tudi nahaja v orbiti resnice kot formalizacija zagad formalizacije. Torej ne formalizacija neke enostavno zunanje realnosti, ampak samih zagad, ki se porajajo v postopku te formalizacije. Kar hočem reči s tem, samo zato sem začela s to matematiko, mislim, da lepo vidimo, kako tudi matematika, ki jo imamo za po definiciji tako rekoč neposredno tautološko zraščeno z realnim, z resnico, nikakor ni neposredna, tako neposredna, kot se zdi, ampak še kako vključuje neko umetelnost, nek artific, neko neposrednost, skozi katero se oblikuje v svetu, pisuje neka resnica. In mislim, da prav ta neposrednost je tisto bistveno, kar resnico dela za resnico, kar dela med drugim umetnost za postopek resnice. Neposrednost resnice vsekakor ni isto kot njena relativizacija, kot da resnica ne obstaja. Da ne obstaja več. Mislim, da je to tipična kulturna izjava.
izjavi in diagnoze tipa ni več nobene resnice. Živimo v času post-resnice. Mislim, da so še en tipični predstavnik meta-izjav, ki po eni strani spodkopava samo izjavljanje, ne? A je to, da ni več nobene resnica, ali kaj za statusni izjav. Po drugi strani pa jih nalaž postavlja sama objektivna realnost. Kaj mislim s tem? Mislim, da se resnice drži podoben paradoks kot užitka. Namreč v nasprotju s to pogosto tudi ideološko forsirano predstavo, problem užitka ni enostavno v tem, da nam ga vse skozi prepovedujejo, da nam ga kradejo drugi, da ga je premalo, da drugi uživajo na naš račun in tako naprej, skratka, da ga ni, ampak bolj v tem, da se ga hkrati ne moremo nikoli povsem znebiti. To je tisto, kar je Žižek zelo slikovito poimenoval metastaze užitka. Nekje odrežemo, pa se pojavi nekje drugje. Da mislimo, skratka, to je način, kako obstaja užitek. Užitek ni enostavno, dogaja se na nenadzorovano, če tako rečem. In pogosto tam, kjer tega nočemo, ampak kjer najmanj hočemo. In s tem tudi seveda je nekako ni, kar ga dela za nekaj drugega, kot sinonim za ugodje, lagodje in tako naprej. In zdaj nekaj, se mi zdi podobnega, bi lahko rekla tudi za resnico. Resnica ni nek ptič na veji, nekaj čaka, da ga zadanemo, ali pa ne. Tudi ni nekaj vnaprej izgotovljenega, s čimer se moramo samo v svoji neuroni približati, ampak seveda nastaja, se proizvaja sproti v in skozi situacije, katerih resnica je. In spet pogosto, včasih praviloma, mimo naših intenc, za hrbtom zavesti, kot bi recimo rekel kje. Pa vendar je dimenzija resnice na nek način irreduktibilna. Ne se še tako trudimo, da jo zvedemo, ne se še tako trudimo recimo tudi, da bi jo zvedeli samo na igro različnih pomenov. To je še ena zelo pogosta strategija obrambe pred resnico, bi rekla. Namreč preusmeritev poudarka iz učinkov resnice, ki nas dejansko v hipu lahko nagovorijo na pomen, možnost različnih pomenov in tako naprej. Torej, med obojem vendarle obstaja neka absolutna razlika. Namreč lahko bi rekla, da je resnica prav točka, v kateri se odloči pomen, ki je kot tak seveda odprt in nestabilen. Če naj se dejansko spremeni pomen, lahko to doseže le neka druga resnica, nek drug nov učinek resnice. Ne pa, ne vem, abstraktno relativiziranje pomena in sklicevanje na njegovo vselejšnjo odprtost, sprejemljivost, stremljivost in tako naprej. Seveda kultura je boj za pomen, za različne pomene, a pomen za res učinkovito spreminja, bi rekla, edino le resnica, ki ga tako ali pa drugače artikulira. Edino le. V zadnjem času seveda se je uveljavilo vedno bolj neko kritično prepričanje, da pomen učinkovito določen spreminja edino le moč. Oblast, pozicija moči, volja do moči, tako, torej, da ne obstaja resnica, temveč le boj za resnico, resnica zmagovalca in tako naprej. In potem tudi kot edini možni del ali pa edina možna strategija neke rezistence, nekaj bi bila imitacija moči, performativno, drugačno prizarjanje, ki ne spremeni pomen in tako naprej. Jaz še vedno mislim, da umetnost ima moč spremeniti pomen, nečemu in mislim, da je ravno s tem, če to zanikamo, stavimo samo na moč v smislu oblasti, da je umetnost in njena lastna moč pogosto žrtev proti perspektive. Torej, še enkrat, post-trud, razen mislim, sveda so neki fenomeni, ki jih ta pojem opisuje in nedvomno obstajajo, ampak v tem enfatičnem pomenu post-trud kot odsotnosti resnic, pa mislim, da to ne obstaja in da se resnice nikakor ne znebimo tako zlahka. Da moramo na to
staviti. Obstaja pa seveda neka kar dovolj obsežna kulturno-ekonomska investicija v potlačitev resnic, utajitev resnic in tako naprej. To pa ne dvomno zdaj, mogoče je to, kar lahko pišemo z besedo post-truth. Ker nikakor namreč ne gre enostavno za to, da resnici damo, odmerimo, kot se reče, mesto, ki ji gre. Da ne dobimo neko mesto v realnem in v temu primerno častimo. Kaj ne bi pravzaprav to pomenilo? Ne, to, za kar gre pri resnici, in to je, mislim, da kar je zelo dobro videl, je, da moramo mi najti svoje mesto v njej. In to ne pomeni, da se jih prilagodimo. Ker prilagodimo se realnosti, resnico pa potlačimo. Ali pa utajimo. Tukaj gre dejansko za dva zelo različna registra. In zato bi morda za zaključek tega predavanja želela vztrajati na tem, kar je dejansko vedel že Freud. Umetnost deluje proti potlačitvi. Zato tudi konec koncev radi potlačimo samo umetnost. Ampak ne deluje na isti način, kot psihoanaliza seveda ne deluje. Umetnost je sublimacija, ki uspe zasesti mesto v resnici in nas na to mesto povabiti, zvabiti, zapeljati, nas tam zadrževati. In kot mogoče vidite, že nekatere od teh besed, ki sem jih uporabila, in praks, so danes že same po sebi malo sumljive. Zvabiti, zapeljati, zadrževati. Ampak tukaj mislim, da je nek ključni problem, ker dejansko ne bi smeli popuščati problem. Tukaj gre za neko dimenzijo koncev želje in njene moči, ki je marsikje skupaj z vsako močjo padla v nemilost. Ampak mislim, da je to dejansko problem in da obstaja moč, ki je druga moč, pa je vseeno moč, ki je dejansko kontramoč, sledi neki popolnoma drugi logiki naslavljanja subjektov, konec koncev, interakcije, komunikacije z njimi in tako naprej. Če rečem, da umetnost deluje proti, zdaj bom zaključila v par minutah, če rečem, da umetnost deluje proti potlačitvi, s tem ne mislim, da nam pred nos moli in naš nos potiska v neprijetne resnice, v katerih sicer odvračamo pogled. To mislim, da je bolj delo razuma, vzgojnih prijemov, lahko celo prisilnih ukrepov, ki pa imajo svojo mejo, kot je spet zelo dobro videl že Freud. Namreč, da lahko nekaj racionalno sprejmemo, ozavestimo, vemo, deklariramo, govorimo o tem, a potlačitev vztraja še naprej. To ni dovolj, da ti reče, glej, zdaj povem, kako je. Potlačitev se izmika enostavni igri razkrivanja in zakrivanja, razgaljanja in prikrivanja, vednosti ali nevednosti v nečem. Konec koncev je tudi nezavedno vednost, ki se ne ve, ni enostavno nevednost. Izmika se te igre ozaveščanja nezavednih procesov in tako naprej. In mislim, da prav to je nekaj, zakaj je razlog, zakaj je umetnost svojo neposrednostjo ravno lahko veliko bolj učinkovita. Ker ne stavi enostavno na razsvetljevanje, razkrivanje neke resnice, neke situacije, nekega občutja, nečesa pač, ampak se ravno spusti v neke meandre videza oziroma neprosojnosti, bom tako rekla. Če umetnost razsvetljuje z neprosojnostjo. Z njo nas preseneti, zgrabi našo željo, nas potegne za sabo, tukaj pride do nekega dela, je neka časovnost, ne glede na to, če gre za neko instantno percepcijo. Ampak skratka je nekaj drugega kot samo nek drug postopek, kot recimo postopek nekega racionalnega razsvetljevanja. Ne da bi bil iracionalen, ampak ravno poudarek je razlik, ki jo delam, je na tam posrednost, ne posrednost. Tako da v tem smislu, mislim, da umetnost lahko deluje proti
samodejni dinamiki kulture, oziroma da je nekaj drugega kot ta notranja dinamika kulture. Lahko bi rekel, da je umetnost kultura plus resnica, torej kultura, ki vsebuje moment lastne heterogenosti režimu okusa, mnen, sod, ki pač tvorijo neko kulturo. In bom zaključila s tem, da nekla, če si kulturo predstavljamo kot nek lonec, v katerem vse bolj brbotajo vednost, označevalci, fakti, artefakti, podobe, mnenja, in ki se včasno bliža imploziji, eksploziji, pa si lahko po drugi strani predstavljamo, da vsake toliko kaj udari po tem loncu in naredi, da iz njega nekaj pride. In to je po mojem moč umetnosti. Torej, umetnost je zunaj. Art is out there, kot rekel X-Files. Hvala lepa, to je to, kar sem pripravila. Kot je delno smo se času prisila, da bom jaz odprl, zanimam, kaj še je vprašanje. Kot običajno so tvoje prispevki gosti in zapleteni, tudi zame, če poznam tvoje delo. Pa mogoče kaj čas je prosila, ko si prej zaključila za te fotosodo, mogoče je ena prispodoba razmerja med umetnostjo in kulturo, tudi v smislu, če je kultura hrana, je umetnost lakota, ali pa če je kultura obleka, je umetnost ženska. Zdaj, kar mene je v bistvu mogoče, seveda ne, Freud, hranimo to razmerje, če je rekel Freud umetnost tega, kar dviga, je rekel Lacan umetnost tega, kar pada. Kako bi se ona dva, če je to recimo času, če je Freud zbiral stare kamne, stare kice, je Lacan že gledal filme in interpretiral tudi sodobno umetnost, je spremljal umetnost tistega časa. Kako bi se znašla danes, če se referiram na to knjigo, ki se preomenila, oziroma to, da kaj Angela Nagel, kako bi se znašla znotraj tega neskončnega urodja, čisto tehnično urodje, neskončni pretok dogajanja na spletu, potovanje oziroma kako bi se znašla v tem neskončni množici? Ja, jaz mislim, da mogoče nekako slabo. Mislim, da samo nekaj, da na nek način je ta dezorientiranost, ki smo jo danes priča in ki mislim, da je bil en način, kako reči to, kar si rekel, da pač smo v bistvu popolnoma dezorientirani, vse te različne tokove in prakse in to, kljub temu, da potem obstajajo zelo dogmatske in ortodoksne orientacije, ampak ki so prej samo izraz tega, kako v bistvu poskušaš še nekako glavo ohranjati nad vodo, da neki relativno masivni dezorientaciji, da je na nek način pa psihoanaliza se rodila prav iz neke dezorientacije, ki ni tako, kako se Freud asocira z nekim viktorijanskim, ne vem, obdobjem, ampak to je v bistvu obdobje, ko je to že vse začelo zaspati. To je že post, ko bi rekla, to je že to, kar je pač tisti slavni stavek Dostojevskega, Karamazovi, pač Bog je mrtv, nič ni dovoljeno, ki ga je dobro Freud, mogoče ne, Freud teoretsko s konceptom recimo nadjaza, Lacan pa zelo eksplicitno, že tako je rekel neverjeni. Bog je mrtv, nič več ni dovoljeno. To je to, da je dezorientacija, ki v bistvu vse je dovoljeno, vse se dogaja, načeloma je vse dovoljeno, to nikakor ne pomeni, da je to nek neposredni moment svobode v tem bolj enfatičnem pomenu besede, ki dejansko nam lahko nekaj pomeni kot subjekt. In zdaj problem je ravno, kako se orientirati v tem prostoru, ko pač sama tekstura prepovedi zakona se na nek način spremeni. Ker zdaj, jaz sem to pustila malo bolj
na površini, no, ampak recimo psihoanaliza je pač konceptualizirala natanko to, namreč zakon, ki ni enostavno neko pognanje in zunanje avtoritete, ampak je sam kar najbolj, kako bi rekla, gonski zakon in to je nadjaz. Nadjaz ni samo, bom ponotrajala nekaj moji starši mislijo, ampak ima, kot je Freud rekel, to najbolj perverzno logiko, da hodi si več, komu žrtvujem več hoče, nič ne moram narediti, da bi zadostila, sam uživa iz tistega, kar jaz žrtvujem temu zakonu, skratka, tukaj gre za neko konceptualizacijo, se mi zdi, ki že izhaja iz neke dosti masivne dezorientacije, pa če hočeš, premika v neki strukturaciji kulture, družbe in tako naprej, v kateri se je psihoanaliza sploh nastala. Jaz ne mislim, da je zdaj to vse že isto, pa da zdaj to, s čimer se imamo danes opravka, da je enostavno zvedljivo na to nikakor ne. Hočem sem to reči, da se mi zdi, da ima psihoanaliza lahko, no, vsaj v primeru teh dveh, zelo dobre vzvode, pa vam tega, kako se orientirati tam, kjer se ravno ne moreš upreti na to metaravno. To je konec koncev, ni drugega od drugega, to ne pomeni zdaj vse eno. Ampak ravno kako tam, kjer ni drugega od drugega, kjer bla, vse ta mantre, drugi in obstajajo, kako vendarle ne samo biti, ampak tudi nekaj smiselno delati, ustvarjati, se boriti in tako naprej. In to je tista težava, ker če tega ne najdemo, potem hitro pride do tega, da pač probamo regresirati, temu nazaj izumiti, pripovedi, pisati. To je neka klasičen manever, je to tukaj pogosto poslušate, da problem je, da smo izgubili nekih tradicionalnih vrednot, ki se nikoli niso delovali, ali so pa še veliko bolj slabši, ampak vrnili se bomo nekam, kjer je pa pač zakon bil zakon, oče je bil oče, ne malo, ne vem, karkoli že, pa bo vse lažje. Ampak temu se ne da zopostavljati samo skozi to, da rečemo, ne, mi smo čisto svobodni, pa počemo čisto svobodo, ampak znotraj te svobode najti neko nujnost, ki pa je za nas subjektno zavezujoča, ki nam lahko ponudi nek orientir, seveda pa ne bomo zdaj, če gremo brati na Kamerka Freuda, najdali izpisanega recepta, ampak mislim, da ta način, kako recimo, mene zelo fascinira to, kako Lacan govorimo o samem postopku analize. Kaj dela analitik, ko pač posluša na kavču nekoga, ki pripoveduje. Ne dela tega, da pač ima on neko teoretsko predstavo, psihoanalizo se uči, neko zna pojme, in zdaj vidi, zdaj je pa to rekel, pa je to pomeni, pa to pomeni, pa predava, ja, vi ste pa to. Ne, ampak kot prvo, in to se mi zdi res genialna izjava, moje intervencije se sposojajo izključno od mojih pacientov. Skratka, slišim, kaj se dogaja tam, ne vem, kaj se mislim, ne greš neka prejšnja vednost, zdaj pa je to. Prislušam, kaj se dogaja in če se mi zdi, da sem najdel besedo, ki bi lahko delovala, ki bo naredila valove, ki bo nekaj povzročila, tisto besedo rečem nazaj. Nisem mislil jaz, tako da to se mi zdi, da je ena taka, kako bi rekel, vsaj zame, nek nauk ali pa neka vodilo, ki je v takih prisluham temu tudi, konec koncev besedam, od katerih jih je lahko 3/4 praznih ali pa se samo ponavljajo, pa zakaj se ponavljajo, pa z njimi intervenirati nazaj v to realnost, ne pa probati biti bolj pameten od nje že vnaprej. Ker mislim, da to nisem. Jaz se opravičujem, če je bilo tako pregosto, kot si rekel, to je moja profesionalna formacija. Ene kot kritika, polno pomenov, ki je treba potem, ne vem, včasih je treba ena besedila prebrati 3-krat, da si približaš misel, tako to je bila samo metafora, zato ker je res redko v tej sedenki redko tak zrak, To je bila metafora, ne? Hočeš kaj za drugo vprašanje? Ne, res mislim,
A so tudi proste asociacije sprejemali? Itak ne bodo proste. Ampak ta zaključek, če zdaj prav razumem, mislim, ker verjetno je neka razlika med to lakanovsko intervencijo, se pravi, jaz imam napeta ušesa, poslušam in ponovim neko besedo, mogoče celo naključno. Hkrati pa prej smo govorili o resnici, o neki zvestobi in se sprašujem, da verjetno obstaja tukaj neka razlika med Badiujevsko pozicijo zvestobi nekemu dogodku in izgrajevanjem resnice, oziroma, ne vem, mogoče celo on bi rekel živeti z neko idejo. Ne? Na drugi strani imamo pa to, ker na strani Badiuja je torej neka odločitev, jaz živim za to in to. Tle lakanovska pozicija, čeprav razumem, je odtenek razlika, oziroma mogoče ne samo en odtenek. Absolutno. Lepa hvala za to vprašanje. Razlika je dvojna. No, najprej že to, kar sem rekla, poslušam, mislim, tudi to je bil tudi odgovor na vprašanje glede tega, kaj je zdaj lahko psihoanaliza. Mislim, kaj bi lahko sploh pomenila ali pa počela danes v tej dezorientaciji. Seveda to ne pomeni, da zdaj isto umetnost ne počne natanko istega. Lahko tudi izumi neko tako besedo, ki deluje, ampak seveda, da nista to isti praksi. Razlika med Lakanom in Badiujem, to pa tudi nisem hotela več kot v to iti je nedvomna. Jaz sem pač predvsem Badiuja tukaj vključila, pa bolj pripeljala skozi ta problem, pač, kjer se mi zdi pa, da tukaj se bi mogoče oba pokrila, da obstaja neka obliteracija ali pa razsežnosti resnice, ki je pač zelo značilna ali pa ki poteka ravno skozi ta različna preimenovanja in tako naprej. Sicer pa absolutno, zato sem tudi ta zadnji del vztrajala na tej perspektivi, ki je izključno lakanovska, namreč Badiu ima še vedno to, resnice so izjemno redke, so pač neki, kar tudi potem neko določeno, če že ne heroizem subjekta, ampak pač nek militantizem, da pač potegne za seboj. Lakanova perspektiva je tukaj malo drugačna, ravno zato, ker je mogoče celo bližje tej hegelovski, da ne skrbite za resnico. Resnica se proizvede, ampak je tudi resnica je avtoten. Zdaj, problem je pa ravno v tem, kako to resnico lahko ali ne subjektivno naselimo, kaj to pri tem pomeni za nas, kaj pomeni za družbo in tako naprej. Skratka, je neka druga perspektiva, kot je ta Badiujevska, kjer pač imaš dogodek in potem zvestoba dogodku so pač te resnice. Resnica, užitek, vse to so neki so pri obeh precej različno strukturirani. In tukaj sem, kot si previdno opazil, sem jaz šla pač po neki poti v tem drugem delu, ki ni enostavno Badiujeva in ki tudi glede na ta pojem resnice umetnost vidi ne enostavno kot nek postopek, ampak predvsem tudi nekaj, kar je, kar konc koncev je tudi v neki interakciji ali pa percepciji za resnico, kot se obstaja, kot se proizvaja tudi neodvisno od umetnosti. Ampak kaj zdaj z njo lahko naredi, kako jo sploh piše potem res v to realnost, kateri resnica je. Pogosto je problem o tem, da resnice obstajajo, resnice neke situacije obstajajo, napor pa je to, kako jih, ali pa umetnost je pa to, kako jih upisati v samo situacijo, kateri resnice so. In to se mi zdi, da je lahko, zdaj vem, da to zdi preveč abstraktno, se tudi ne upam zdaj z nekimi direktnimi primeri, pač če to komorkoli zveni tako, da bi lahko razumljivo, uporabno, super, no, če ne, pa ne vem, nimam boljše formulacije. Je pa nedvomno razlika med tema dvema, recimo, teoretskima pozicijama.
kdo kakšno vprašanje? Če te je vprašal, vprašanje te dogodka, pa drug dogodek po to, če je Šman pisal o objektu stoletja, stoletju, zdaj piše v seriji. Mogoče tukaj kakšno povezave s tem? Sigurno, ne, to je bilo dobro, ker mislim, tukaj v Žmanju je res opazil to, objekt stoletja je super knjiga, tudi če so v kakšnem segmentu analize, še ne strinjamo, ampak mislim, da ta osnovna teza, obstaja naslov, če izpada, da je pač, to je stoletje, ki izumlja objekt. In objekt, v tem, na kanonskem pomenu besede, ki ni enostavno predmet, ampak je nekaj objektnega, objektnolikega, torej objekta, kar je del sveta, ki pa ni izvedljivo ne na subjekt, ne na objekt kot predmet in na njuno verjeno. In tukaj mislim, da je ta knjiga res izjemno zanimiva, ker ravno to pokaže, kako tudi tako, nič kot objekt, oziroma pač ta objekt mali A za tiste, ki so v Lakanu, tisto v subjektu, kar je več kot subjekt in tisto v objektih, kar je več kot objekt. Mislim, skratka, tukaj je ta hkrati pa neko ravno presečišče, ki to dihotomijo subjekta in objekta, klasično tudi filozofsko, radikalno zamalje. Ne gre za to, da to je meni zmeri všeč paradokalno. On ni antifilozof v tem smislu, kot so recimo prekršni derivaji, pa so te treba črpati subjekta, iz vokabularja treba črpati resnico, to so vse neki zaprešeni različni pojmi. Ne, to so pojmi, ki jih je treba intervenirati v to polje tako, da jih zamakneš in potem nekaj nastane, v tem primeru ta objekt A, ki pa ravno je zelo učinkovit primer, mesto da rečeš, binarnost, opozicija, groza in bla, da ustvariš koncept nečesa, ki kot tako, kot koncept postavlja na laž to dihotomijo subjektivnega subjekta, tistega, ki postavlja, kontemplira, skratka, to implikacijo subjekta v objektih in obratno. In skratka, ta knjiga se mi zdi zelo fina in pol tudi z vsemi primeri iz umetnosti, ki so tam postavlja stoletje objekta, ki je izumljen objekt in zdaj očitno je pač teza, da 21. stoletja, vsaj začetek, bo stoletje serialnosti, serioznosti, je skratka neka zelo druga logika in mislim, da je nedvomno, vsaj potem, kar zdaj vidimo, še relativno na začetku, pa tudi stoletja niso čisto leta 1 do leta 999, je pač nekaj, kar lahko vidimo, da absolutno spet zadane poimenuje neko realno, umetniške, pa tudi širše kulturne produkcije. Kaj je zdaj serija in zakaj samo skozi serijo, skozi to lahko ostanemo v nekem stiku, z nečem, kar je konec koncev, kaj živimo s tem. In to se mi zdi tudi, jaz ne bi bila enostavno na strani nekega ugod, mislim, jaz sem stara že, pa pač imam rada klasične filme, pa neko drugo, ampak vseeno se mi zdi, da je nekaj na serijah, če se ne bi sam tako odpravila kot pač nek kapitalistično, postkapitalistični Netflix fenomen, ampak dejansko vprašanje serialnosti je tudi čisto seriozno filozofsko vprašanje. Če ga kot takega vzamemo, ne samo to površinsko, da probamo videti, kakšni ontološki premiki se skozi ta koncept zaznavajo, tudi če so ideološko oblečeni v veslo oziroma ne veslo, barka, malo še česa drugega, je zanimiv. Tako da ne, to je dobro vprašanje, da se tudi kaj se zdaj z objektom v tej seriji. Ali gre postavno za nek metonimični besed, ali gre dejansko za tako da nimam zdaj jaz nekaj, ne bom za kakšno drugo predavanje, v seriji, pa po mojem zelo, če se ne motim, domnevam, da je Eva Kretič predavanje tudi o tem, ampak, Eva Kretič predava, tukaj ne vem, o čem predava. Mislim, vem, da se ukvarjajo tudi med drugim, vprašanje za serijo. S temi nekimi popularnimi produktami,
kaj se to poslušamo. Je bilo tudi to zanimivo, ker načeloma tako mislimo, da film je ta klasičen visoki, ampak zdaj se itak te avtori pa igralci se vračajo na televizijo, ker je v bistvu več svobode. In tudi to je meni zelo zanimivo, da ste omenili, da se realnost dovoljuje en čim drugačen način dramaturgije, pa razvoja likov, pa tako naprej, ko v bistvu do zdaj sploh nismo imeli šanse videti nekaj takega, ker se televizija rezervirana za neke druge stvari, zdaj pa v klasičen prehiteva film, se splača gledati. Ja, ne, se tukaj je bilo v nekem trenutku, pa če je bilo evidentno, da eksplozija, rekla skoraj, če že ne dogodkov, pa vsekakor neke inovacije, tudi umetniške, da se je malo in scenarijo, da se je malo preselila na televizijo. To, da je tudi konec koncev v neki budžeti, najprej neodvisno od tega, ampak ne samo to, tudi neka svoboda, neko pripoznanje konec koncev tega, mislim, da je to nimam jaz to predstavljal nekih globinsko-ekonomskih analiz Hollywooda, ampak dejstvo je, da Hollywood je tudi zelo bil prostor hierarhije ravno na tej ravni. Scenaristi, pa to so bili pač drugo, tretje razredni. Medtem, ko mislim, da je ta produkcija malo to vrnila na glavo. To je scenarist na glavo. Ja. Kreator pa je tako je. Tako da je... Gremo jesti.